Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 9. april 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? O Večerovi dobrodelni dražbi. Ruši objekt na Masarykovi, ki je dolga leta poosebljal zaplete pri širitvi onkologije v UKC Maribor. Pozitivni signali premirja. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Kakor nominiranci za Večerovo osebnost Štajerske svojim delom spreminjajo naš prostor na bolje, želimo tudi pri Večeru dati svoj doprinos. Zato bo tudi letošnja slovesna razglasitev zmagovalcev imela dobrodelno noto, a z novo usmeritvijo. Z dobrodelno dražbo, ki jo letos pripravljamo v sodelovanju s fundacijo Tadeja Pogačarja, bomo zbirali donacije za nakup aparatur, ki bodo najmlajšim bolnikom otroške kirurgije UKC Maribor olajšale zdravljenje in rehabilitacijo. Več pa izveste v pogovoru z Minjo Lednik. V svoji družbi zdaj pozdravljam Minjo Lednik, vodjo projekta Večerova osebnost Štajerske. Prihodnji teden se bo ta dogodek zgodil. Kje ga boste izvedli, Minja? Dogodek bomo letos izvedli v vinoteki Veripax v Jarenini. Lokacijo smo zbrali zaradi zgodbe, ki stoji za vsem tem, kar pa bo razkrito več na dogodku samem. Na dogodku samem bo razkrita oseba, ki so jo bralke in bralci Večera izbrali za Večerovo osebnost Štajerske. Mi še ne smeš zaupati, kdo je ta oseba, ne? Ne, tako. Glasovanje se je sicer že zaključilo in bralke in bralci Večera so izbrali Večerovo osebnost Štajerske 2025, ki jo bomo razglasili na samem dogodku. Ok, že zdaj pa lahko bralke in bralci sodelujejo v eni zanimivi akciji. Torej gre za znova dobrodelno noto pri tem Večerovem projektu. Kaj točno ste pripravili? Tudi letos smo že 3. leto zapored pripravili dobrodelno dražbo. Zdaj, prvo mogoče malo več od sami dražbi. Zmeraj smo izbirali nekako področja, ki so ranljiva. Prvo leto smo zbrana sredstva podarili društvu Upornik. Lani smo potem v duhu zmagovalke Večerove osebnosti Štajerske, dr. Maja Ravnik, zbrani denar podarili onkološkemu oddelku UKC Maribora za nakup oziroma za doprinosno za nakup ledene kape. Letos pa smo se odločili, da zbran denar podarimo oziroma da ga namenimo za otroško kirurgijo UKC Maribor, oddelek, ki je v bistvu nekako ni na pediatriji, leži na pediatriji, spada pod kirurgijo in potem pač velikokrat kaj izpadejo za kakšne sredstva. Tako da bomo v bistvu zbrali denar za 3 naprave, ki bodo našim najmlajšim bolnikom olajšale zdravljenje, pa tudi samo rehabilitacijo. Super, in kako lahko dražijo ljudje, oziroma najprej, kaj so tisti produkti, ki so na voljo, oziroma ne moremo reči samo produkti, ker gre za v bistvu predmete posebne vrednosti. Kateri so? Tako, gre za osebne predmete naših vrhunskih športnikov in športnic. Letos smo dražbo zapeljali še ne malo višjo raven, sodelujemo s fundacijo Tadeja Pogačarja in oni so v ta namen tudi poklonili kolesarska dresa Tadeja Pogačarja in Urške Žigart, ki jih dražimo v kompletu. Zraven seveda dražba ne bi bila popolna, če ne bi bilo zmeraj aktualne startne številke s Planice. Tokrat sta jo podpisala prvaka, brat in sestra Nika in Domen Prevc. Imamo tudi lopar mladega teniškega upa Žige Šeška, zmagovalca Australian Open Juniorsa letošnjega, potem reprezentančni odbojkarski dres iz olimpijskih iger Roka Možiča, pa dres rokometaša Blaža Janca, ki so ga podpisali vsi reprezentanti slovenski, in pa motokrosistični dres Tonija Mulca, zmagovalca letošnjega Rally Dakara. Tako je, v bistvu res pester izbor, tako da vabljeni, da zvišate ceno, ki je trenutno vidna na spletni strani Večerovi, torej vse najdete na Večerovi spletni strani. Kaj bi ti izbrala, kaj bi dražila? Izdelki so res vsi na vrhunski ravni, tako da verjamem, da bo za vsakega ljubitelja se našlo nekaj. Nam je v bistvu vseeno, kdo, kaj, samo da se zbere čim več in da lahko pač pomagamo mladim bolnikom. Mina, najlepša hvala. O dogodku bomo seveda poročali v Večeru, vi pa vabljeni na spletno stran, kjer lahko dražite
in pomagate. Tako, hvala lepa že vnaprej vsem in vabljeni k dražbi. Na Masarikovi ulici v Mariboru je v polnem teku rušenje stavbe, ki je le nekaj decimetrov stran od nove onkološke stolpnice UKC Maribor in je dolga leta simbolizirala zaplete pri širitvi tamkajšnje onkologije. Rušitev objekta omogoča dodatne prostore za ambulantno in bolnišnično dejavnost oddelka, kjer zaradi naraščajočega števila bolnikov že dolgo opozarjajo na prostorsko stisko. Objekt je bil predmet dolgoletnega spora med lastniki, ki so čakali na odkup, in državo. Septembra naj bi bila po načrtih končana nadgradnja onkologije. Ob povišani obstoječi stavbi raste nova 7-nadstropna stolpnica. Tam bosta po novem nameščena tudi oddelka za nuklearno medicino in za hematologijo. Mariborska onkologija ima že 3 nove obsevalnike, s katerimi bodo začeli obsevati te dni, 4. bo predvidoma nared poleti. Z novimi napravami bolnikov za večino obsevanj ne bo več treba pošiljati v Ljubljano, število obravnav pa bi se lahko z okoli 1000 letno povzpelo na 2000. Barbara Bradač še piše, da UKC še vedno zajeda tudi sosednja stavba na Masarikovi 18, za katero si tamkajšnji stanovalci prav tako želijo, da bi državi prodali stanovanja za širitev UKC. ZDA in Iran so dosegli dogovor o 14-dnevni prekinitvi ognja. V tem času bodo skušali doseči trajnejši mirovni dogovor. Iran pa je preko pakistanskih posrednikov ZDA posredoval predlog mirovnega dogovora v 10 točkah. Podrobnosti danes v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 9. aprila 2026, z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec ali bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.